Pozdravljeni, sem Vida Kokalj, avtorica romana Fant, ki je sejal zvezde, ki je moje prvo daljše literarno delo. Njegovo predstavitev bralcem je omogočila založba Primus s svojim neprofitnim projektom zbirko Avtorji. Roman sem pričela pisati v času, ko smo se pripravljali na uvedbo evra in zaključila, ko smo obeleževali 2000-letnico rimske Emone. Ti dve zgodovinski dejstvi sta me navdahnili in sem ju uporabila v moji zgodbi. Dan, ko smo zamenjali denar, ki predstavlja vrednost stvari, je mejnik tudi v življenju junaka, 12-letnega Tomaža in njegove družine. Na ta dan se spremeni vse, zapusti jih oče. Tomaž, ki staršem zaupa, ko ga učita, kaj je v življenju prav in kaj ne, spozna, da tudi odrasli ne ravnajo vedno tako, kot bi morali. Oče se odseli brez pojasnila. Nič njega in njegove 6-letne sestre Katarine ne more obvarovati pred bolečino izgube. A sledijo še druge spremembe. Iz stanovanja v Ljubljani se morajo preseliti v Celje, v staro zapuščeno meščansko hišo. Novih prijateljev ni lahko dobiti, je prepričan Tomi, zato sta s Katarino v hiši veliko sama, jo raziskujeta in odkrivata njene skrivnosti. A hiša skriva več, kot si lahko predstavljamo. Nočni glasovi, vzidana nagrobna plošča v kleti, skrito stopnišče. Skrivnostni in strašljivi so tudi dogodki, ki se vrstijo okrog hiše. Nekdo jo opazuje, jo fotografira. Se pripravlja v lov? Tomi, edini moški v družini, meni, da mora sam priti stvarem do dna, a situacija postaja nevarna. Skrivnostna je tudi Katarina, nenadoma trdi, da je ime Kaja, a to pri njej ni edina nenavadna sprememba. Hiša postopno razkriva svoje skrivnosti. Tomi in Katarina odkrivata sledi prejšnjih stanovalcev, doživita celo potovanje v daljno preteklost. Knjiga ni zgodovinsko delo, a sem se pred pisanjem poučila o veličini in sijaju rimske Celeje, ki je bila v 1. in 2. stoletju našega štetja bogato in cvetoče rimsko mesto. Drug ob drugem so živeli ljudje različnih ljudstev, staroselci in priseljenci, z različnimi bogovi, starimi in novimi. Njihova življenja so se zelo razlikovala od naših, a ne v vsem. Ljudje se tudi v tisočletjih nismo veliko spremenili. V knjigi je nevsiljivo omenjena tudi naša manj davna zgodovina, zato knjiga ni le napeto branje, ki ga ne moreš odložiti, dokler ne prebereš do konca. Je tudi primerna za šolsko branje, saj mlade bralce lahko spodbudi k branju kakšne resne zgodovinske knjige. Fant, ki je sejal zvezde, je tudi knjiga o medčloveških odnosih, o izgubi starševske ljubezni, prijateljev, doma, pa tudi o strahu in pogumu, spoznavanju novih prijateljev, premagovanju predsodkov, prvi ljubezni in odraščanju.